Spoštovani, v Domžalskem športnem parku se bo čez približno četrt ure z uvodno tekmo med Radomljami in Celjem začel 18. krog v prvi ligi Telemach. Jasno, gledalcev ni veliko in čeprav je do tekme ostalo še 15 minut, se bojim, da jih prav veliko več niti ne bo. Dobro je skočil Krolo, potem za trenutek Karničnik, toda zdaj do žoge Šošić. Šošić je, mislim, da v tej sezoni prvo ime pri Mlinarjih. Šošić strelja, brani Rozman, žogo je odbil do Bobičanca. Vinsko Ševel bo zaradi tega rumenega kartona moral tudi izpustiti prihodnjo prvenstveno tekmo Radomljanov, obračun z Mariborčani. Bobičanec direktno na vrata, pripravljen je bil Baš. Zdaj bo izvajalec Luka Bobičanec. Edmilson, Nemanič, Zec. Tisti trije, na katere morajo biti Mlinarji najbolj pozorni. Prišel je do strela, mislim, da prav Nemanič, če sem videl prav. Karničnik zdaj v prodoru, Karničnik gre v kazenski prostor, Karničnik in ni uspel, iskal je Luko Bobičanca. Dolga žoga na Svetlin. Kazalo je že, da bo prišel do žoge in do priložnosti, pa se to na koncu ni zgodilo, tada Celjani so prišli do žoge, tule prav Tamar Svetlin, ki strelja in brani Baš, potem pa je razčistil Korun. Nemanič, Milič. Bobičanec, Edmilson do strela, zgrešil je ponovno Brazilec Edmilson. Zdaj Bobičanec, pričakovano je sprožil, ampak zadev da Kruza v živem zidu. Še enkrat Bobičanec, pa zdaj Edmilson oziroma David Zec in Celjani vodijo. David Zec se je odlično znašel ob tem odbitku. 52. minuta in Celjani so vendarle. Tule pogledamo še enkrat, Bobičanec najprej v zid, potem je poskusil še enkrat zadev Edmilsona. Od Edmilsona pa se je žoga odbila do Zeca, ta se je potem res sijajno znašel in ob Prpiču poslal žogo mimo. Zdaj Anlandu in Korun, pa Prpič. Napaka Prpiča, Svetlin do žoge, priložnost Edmilsona in samo kot. Nekaj više so zdaj pritisnili, sicer domači, teda brez težav za Celjane, pa krasno Karničnik proti Svetlinu. Svetlin hitrejši od Prpiča, Svetlin 2-0. 2-0, Tamar Svetlin, ampak tole se je nekako napovedovalo, kajti v popolno luknjo so padli domači po tistem prejetem zadetku v 52. No, v 56. pa je izid že 0-2. Takole, Tamar Svetlin, potem je malce trčil v Baša, nekaj bolečin v kolenu, ampak verjamem, da bo vse v redu tudi s Tamarjem Svetlinom. Karničnik je sijajno podal, ostalo pa je Tamar tule opravil sam. Jasno, dobro pozna ta štadion, kajti nogometno se je uveljavil. Bobičanec, Prucev iz ozadja, prišel je do žoge, še vedno Prucev, pa potem Milič strelja, Baš brani. Celjani so se povsem razigrali. 64. minuta, prosti strel za Radomljane, ali lahko Mlinarji zapretijo ali morda celo zadanejo s prekinitve, potem ko jim iz igre zaenkrat nikakor ne gre. Vokič do strela, brani Rozman, potem pa Karničnik v kot. Matjažem Rozmanom, toda veteran v celjskih vratih, je tule vendarle uspešno posredoval, zapravo njegovo prvo posredovanje na tej tekmi.
Tule zdaj Edmilson ni še povsem razčistil, da Kruz do žoge v kazenskem prostoru, strel da Kruza priložnost in še enkrat Rozman! Prva lepa poteza Kvesiča, naprej gre Karničnik. Edmilson dviguje roko, no zdaj je napaka Karničnika, ena redkih njegovih. Doda prestregal je za Bukovnik in tule je zdaj Edmilson. Edmilson, Bobičanec. Bobičanec strelja, Baš brani. Koter. Karničnik. Za Bukovnik. Nova celjska priložnost je tole Edmilson! Ja, vendarle je zadev. Imel je toliko priložnosti, da se je tole enostavno moralo zgoditi. 3-0, 76. minuta in zgodba, mislim, da v Radomljah je končana. Točke gredo v mesto ob Savinji. 5. gol Brazilca Edmilsona v tej sezoni. Takole za Bukovnik, tam je najprej poizkušal Koter, žoga je Kruza, lepo se je sicer obrnil in prišel do žoge, zdaj pa priložnost za Šošiča. Šošič ima priložnost in še ena obramba Matjaža Rozmana. Nuhanovič, Vokič, Šošič. Šošič, nevaren je Šošič, odbija ponovno Rozman. Eichmajer s podajo, Eichmajer in tole 4-0, Denis Popovič. Kombinacija rezervistov in na začetku 93. še 4. gol Celjanov. Zadev je kapetan Denis Popovič, njegov 3. gol v sezoni. Popoln večer za Celjane. Tole pogledamo še enkrat. Kvesič, Eichmajer in potem Popovič z kakšnega metra v prazno mrežo. Tule res ni imel pretežkega dela. Odličen predložek Neca Eichmajerja je bil to. David Zec, iskrene čestitke za zmago in verjetno kot branilcu, ki zadane gol in ne prejme zadetka, je verjetno to še dodatek k dobri tekmi, ki ste odigrali danes proti Radomljam. Ja, res je, hvala za čestitke. Mislim, najpomembnejše danes je bila zmaga. Gostovanje v Radomljah oziroma Domžalah ni lahko. Že prvi polčas smo nekako imeli vse pod kontrolo, ampak se je Radomlje dobro branilo in rabili smo nekako ta prvi gol, da jih nekako odpremo, da stopijo više in na to je bilo lažje igrati in smo dosegli še ostale zadetke. Mislim, ravno po vašem golu na začetku drugega polčasa, da je nekakšna energija preplavila celotno ekipo, tudi klop, da se vam je nekako odprlo in da je šlo potem v drugem delu drugega polčasa precej lažje kot v prvem. Ja, mislim, že v prvem polčasu smo si ustvarili 2-3 priložnosti, da bi lahko zadeli, ampak v drugem polčasu smo nadaljevali tako kot v prvem, sreči zadeli tako in na to je bilo, ko ste rekli, vse lažje. David, hvala in srečno. Hvala. Sandi Nuhanovič, treba reči, prvi polčas niste Celjanom dovolili prav veliko priložnosti, končal se je z 0-0, na to pa v drugem polčasu so vas nekako prevladali, nadvladali Celjani in dosegli 4 zadetke. Kako ste vi videli tekmo? Ja, prvi polčas je bil z naše strani v obrambi res dober, naprej nismo mogli nič narediti, ampak smo držali to kompaktno obrambo. Drugi polčas pa se enkrat začel, smo v 5 minutah v bistvu že 2-0 zgubljali in Celje je pač dokazal, da je zasluženo po namesto. Vemo, da kakšne vremenske razmere so, ampak za obe ekipi enaki. Je bil tisti voljni moment, želja verjetno ni bila tista, ki bi preveč padla z vaše strani v drugi polovici, da ste dobili 4 gole oziroma še 2. Ja, mislim, pred nismo si želeli probati vsaj izenačiti, mi smo eno priložnosti, 2, ampak žalost nismo zadeli. Pa ko dobiš 3., 4. gol je pa že malo teže. Sandi, hvala in več sreče prihodnjič. Hvala tudi vam. Oliver Bogatinov, znova 0 proti Celjanom. Sami ste omenili pred tekmo, da so Celjani v izraziti formi, zelo dobri formi in to so danes tudi potrdili. Ampak če od začetka, vaš prvi polčas obrambno verjetno ni bil slab. Kaj mislite vi? Ja, ampak fantom lahko čestitam za prvi polčas.
zavedali pa smo se, da je zelo težko obdržati nulo. Veliko energije smo porabili, veliko situacij. Tudi v prvem polčasu so Celjani ustvarili nič, bom rekel, ekstra velikega, ampak videlo se, da so tu blizu gola, okoli 16. Veliko dobrih igralcev in v drugem polčasu pa ja, Zec nas je odprl iz prekinitve, potem pa se je začela Svetlin, Edmilson in Popovič, če se ne motim. Ampak kljub temu v sredini drugega polčasa je imel v bistvu celjski vratar več dela kot pa v prvem. Nekaj priložnosti ste si vendarle pripravili v drugem polčasu. Tekma se odpre, tekma se na nek način vzame neko svojo novo pot iz neke zaprte formacije, malega prostora. Se tudi mi smo bili prisiljeni se odpreti in potem toliko lažje Celjanom, mi pa malenkost bliže njihovemu golu. Samo tole še Vicko Ševelj je bil, mislim, da 4. rumeni karton, Koruna ste zamenjali sredi drugega polčasa, 2 stalna branilca. Je ta menjava taktične narave ali je šlo za poškodbo? Popolnoma, mislim, da tekma je bila, ne glede na to, vsaj v mojih očeh, že izgubljena, pa želel sem dati priložnost ostalim igralcem, ki pridno trenirajo, ki so vsakodnevno z nami in zakaj pa ne proti Celjanom dobiti neko izkušnjo na igrišču. Oliver, hvala in srečno naprej. Hvala tudi vam. Damir Krznar, iskrene čestitke za zmago, 4-0, zanesljiva zmaga proti Radomljam, ampak v prvem polčasu so Radomlje, kot je tudi trener njihov dejal, igrale na ničlo, uspelo jim je zadržati, ampak samo en polčas. V drugem pa ste prevladali nasprotno ekipo. Kako ste videli to celotno tekmo? Jako slično. Zmaga koja na oko izgleda lagana, ali nije bila lagana definitivno. Ono što nismo uspjeli spojiti 2 identična poluvremena. U prvom poluvremenu gdje smo, ajmo reći, u fazi defanzive dosta bili stabilni, znači nismo dali, išli smo u riziku napadu, ali nismo puno dali Radomljama u smislu da nas ugrozi s druge strane. U napadački smo možda malo bili prespori u protoku lopte. A u drugom poluvremenu sve je funkcioniralo u dijelu napada i brzini protoka i brzini lopte, ali onda nakon 1-0, 2-0, nekako lagano opuštanje gdje smo u fazi obrane bili daleko od igrača, nismo spojili linije, tako da ok, 4-0, rekao bi čovjek top, ali zaista bilo je i stvari koje treba popravljati. Nisam u cijelosti zadovoljan sigurno sa kažem, tim spajanjem obrane i napada ni u prvom ni u drugom poluvremenu, ali ok, u ovom trenutku bilo dovoljno za zmagu, ali sigurno za nekakav kontinuitet, za rast, nešto što me muči i na čemu ćemo morati raditi. Zanimiva je bila energija tako vaših igralcev v drugem polčasu, kot tudi klopi. Potem, ko ste dosegli prvi in še bolj, ko ste dosegli drugi zadetek, je delovalo, kot da ste vsi nekako energetsko poleteli. Ste tudi vi videli ta moment tako? Da, gledajte, teško je spajati tu nekakvu mirnoću i energiju. Ako imate mirnoću, fali malo energije. Ako imate previše energije, fali mirnoće, znači tu je teško naći taj optimum. Sigurno da sa prvim pogodkom ste rasterećeni i onda možete ići i čvršće i jače i energičnije. Ono što me veseli je baš to. Ako želimo biti velika momčad, nakon prvog gola u roku 5-10 minuta trebate tražiti nokaut, drugi gol, treći gol i isfiniširati utakmicu. To nam je danas uspjelo. To je recept i na tome treba graditi nekakav optimizam definitivno. Sigurno da nakon tog prvog gola su stvari bile lakše, ali sami smo ih isprovocirali svojom agresijom, korakom napred u obrani, presingom i drugi i treći gol, što sigurno veseli. Damir, hvala lepa in srečno na preostalih 3 tekmah letos. Hvala lijepa.